Simon Vadnjol, zdravo. Živijo, kako ste? Odlično, in ti? Tudi delovno, zato ker sem poslal v svet file pod imenom Datoteka neznano. Ampak sedaj slišate, da to že znano. Veš kaj, sam da se vrnem nazaj, neki ljudi mi je rekel, da je kar malo čudno pogledala, veš, kad dobiš na mail, neki v attachmentu, v priponki, pa piše Datoteka neznano. Potem ljudje kar vprašamo, a moram zdaj to zbrisati, a je to CTRL, a je to virus? Par zanimivih štori imam na to temo. Ja. Posebej, če je zraven še kakva pika, potem je res sumljivo. Res je, tako da ne, v tem primeru gre sam za muziko in to je to. Pa razmislek mogoče, malo o novih temah, ki se nam zdaj dogajajo. Ne nazadnje tudi za digitalno realnost in sedanjost. Točno tako, jaz mislim, da ni to tako v prihodnosti, kot si predstavljamo, to čez 5-10 let, pa ne, to je že zdaj, ne. Ne vem, kdaj si nazadnje odprl mail ali pa odprl družbena omrežja, pogledal kakšen video, pa se na koncu vprašal, kaj sem njih kar videl? A ni bilo to čisti fake, to je ziher narejen za umetno inteligenco. Skladba pa ni povezana z umetno inteligenco oziroma narejena z njo. Ne, mi se kar držimo tega procesorja v možganih, se pravi Kevin Clifford pa jaz, in delamo še zaenkrat tako, kot smo vedno do zdaj. Vse pa mogoče veselimo, veš, da bo ta tehnologija umetne inteligence in vse, kar zmore, nam pomagala narediti, recimo z veliko manj stroški, recimo naslednji videospot. Si predstavljaš, veš, ker že agentom teh ukazov za umetno inteligenco lahko že naročiš v resnici izvedbo česa tazga, ne sam. So še v fazi razvoja, pa zaenkrat še je treba plačati stvari, pa niso še čisto tam, ampak jaz mislim, da še leta 2025 bomo o tem že čisto normalno govorili. Ampak v videospotu pa že malo namiguješ na to. Ja, res je. Pa sej realnost je tukaj, tako kot pa se prej pogovarja. Recimo, stisneš like krasni ženski, ne vem, na enem družbenem omrežju in pogeš dvakrat pozumati noter, a je to resnična oseba ali jo je umetna inteligenca sestavila na podlagi tvojih klikov, ki si jih do zdaj delal ali pa uporabljal. Tako da to je malo strašljivo. Potem se kdaj vprašaš, kaj je na drugi strani? Oziroma, kdo je na drugi strani? Vse večkrat, zato ker se mi zdi, da vse je res, da v eni sekundi se povežeš s človekom, pa rečemo na Grenlandiji, prek video povezav, družbenih omrežij in tako naprej, ampak nisi pa čisto vedno prepričan, da gre za resnično osebo ali pa da se nekdo pretvarja, da je sploh oseba. Jaz ne vem, imam občutek, da bo malo prišel čas, ko bomo ljudje potrebovali neke vrste certifikat, da smo iz mesa pa krvi, se pravi resnične osebe, me razumeš, ne? Se ne veš, da se ti pogovarjaš za umetno inteligenco z nekim avatarjem. Stvari grejo res naprej zelo hitro. Znanstveno-fantastični filmi postajajo realnost. Ja, zdaj sploh niso več toliko znanstveno-fantastični, ampak so samo še znanstveno aktualni. Si pa, Simon, pri kreiranju skladbe oziroma besedila uporabil tudi Frana. Res je. A mi znaš povedati, recimo, kar se tiče teh izrazov, a veš, za sodobno tehnologijo, ITK in tako naprej, kako rečemo pravilno slovensko selfiju? Sebek. Bravo, kaj pa hashtagu? Ključnik. To se je napisalo, bravo, vsa čast. Jaz sem šel pa franat, ker me je zanimalo, koliko teh izrazov, kot so scrollaj, uploadaj, swipaj, lajkaj, imamo že vi v slovenski različici, Nekaj dost moram reči, ampak je pa res, da vsi mladi v bistvu več ali manj komunicirajo samo še v angleščini, sploh pa v tem svetu digitalnem, da je težko pravzaprav neko slovensko različico besed za te stvari, ki so jih prej naštela, izumiti pa, da se prime, ta bo težji. Simon, pesem pa je tudi nastavek za drugi album ali še ne? Je, že pripravljamo naprej, jaz sem že v pečici naslednji komad in dalje seveda, treba bo zaokrožiti enoto, prvenc je bil, se gremo pa dalje, tako da jaz se ne dam, ustvarjam naprej, zato ker imamo pod strešju veliko prometa in je fino v svoje občutke, razmišljanja, ki jih sam pri sebi meljam, tudi da včasih na papir, pa mogoče se pa s tem kdo poistoveti. Bo pa sedaj ta nova tudi v našem radijskem etru, zato Datoteka ne ali znano? Datoteka neznano, ja, zaradi tega, ker nisem čisto prepričan, če vemo, kam nas bo v zelo bližnji prihodnosti zapeljala era umetne inteligence in digitalnih algoritmov, tako da malce razmislek. Sem Simon Vadnjal, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Sem še en like, daj mi še, dopamin nam fali, da bo v redu vse. Sem še en swipe, scrolli mi srce, kriptovaluta za romantike, streamam se v nosi, kot da našel je za tu zakaj. Ej, aj,
Loda nas v neznano, da to teka neznano, tudi sami nimamo IP, sem online s tabo, le sekundo ali max dve, to je vse, kar imam, da opazijo me. Le moment imam, pa še tega ne, sem pogled, ko imaš lepe zenice, streamam se v nosije, ker te našel je za tu zakaj. Loda nas v neznano, da to teka neznano, tudi sami nimamo IP, sem online s tabo, loda nas v neznano, da to teka neznano, tudi sami nimamo IP, sem online s tabo. Gledam te, zmeraj mimo mene greš, dostaš me, jaz pa želim biti svoje srce. Včasih sanjam, da postal sem sam še hologram, digital lupina, ki je ne poznam. Loda nas v neznano, da to teka neznano, tudi sami nimamo IP, sem online s tabo, loda nas v neznano, da to teka neznano, tudi sami nimamo IP, sem online s tabo, če ne bo se pristani, jaz bom šel med zadnjimi, če pozabijo te vsi.